Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah, na zemlji bo stiska med narodi, v zmedi zaradi bočanja morja in valov. Ljudje bodo ginili od strahu in pričakovanja tega, kar bo prišlo nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. Tedaj pa boste videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in dvignite vaše glave, kajti odrešenje se približuje. Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti dan ne ujame iznenada, kakor zank. Prišel bo namreč nad obličje vse zemlje. Zato čujte in vsak čas molite, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega. To je Kristusov evangelij. Amen, Kristus. Bratje in sestre, današnja berila prve adventne nedelje nam odpirajo uši za temeljno sporočilo za vse ljudi, ki nam ga danes želi Gospod znova položiti v naša srca, da bi se mogli resnično pripraviti na praznik Jezusovega učlovečenja. Ali kakor poje pesem, če se Gospod ne rodi v našem srcu, potem božiča ni in je vse zaman. Da ne bi bilo tako, pa je potrebna naša duhovna priprava na to, kar je bistveno v našem življenju. Zato je potrebno, da se od časa do časa ustavimo in zavemo, kdo in kakšni smo. Predvsem pa s kakšno držo naj vstopamo v prihodnost, ki se nam večkrat kaže bolj temna kot svetla, grozeča in ne vzbuja pravega veselja. A prav zato, bratje in sestre, da ne bi ostali pri malodušju, nas Božja beseda vabi, naj se zaustavimo ob treh temeljnih sporočilih adventnega časa. Prvo sporočilo je, da smo vsi adventno ljudstvo. Za nas, kristjane, je ves čas našega zemeljskega življenja neke vrste advent, naše približevanje Bogu, ko bomo vstopili v večnost, hrepenenje po njegovem razodetju in hkrati vstopanje Boga v naše čisto konkretno osebno življenje. Bogoslužno obhajanje adventa, ki se ponavlja vsako leto, ni nekakšno vrtenje v krogu, še manj stopicanje na istem mestu, ampak je dvigovanje, uspenjenje k cilju, to, kar je bistvo našega krščanskega življenja. Kajti z vsakim novim adventom naj bi bili višje in bližje našemu cilju. To pa pomeni, da bi morali biti tudi bolj povezani z Bogom, vse bolj zreli in trdni v veri, in s tem tudi v pravih odnosih s svojimi bližnjimi. Zato smo, bratje in sestre, znova v letošnjem adventu višje kakor lani in smo tega veseli, saj moralo bi biti tako. Ob tem pa biti odločnejši tudi letošnji advent vzeti dovolj zares, da nas bo enako lahko dvignil še višje in usposobil za obhajanje Jezusovega učlovečenja. Kristjani smo namreč ljudstvo, ki se nikdar ne naveliča sedanjosti. Lepa nam je prav zato, ker nas usmerja v prihodnost in tudi sedanji trenutek nas že usposablja za to, da bomo storili za prihodnost tisto, kar smo dolžni storiti. Advent je zato v cerkvi močni čas, ko nam Bog želi v še večji meri podeliti svojih obilnih milosti. Vemo pa, da je Bog vse milosti, ki nam jih daje, vezal tudi na naše sodelovanje s temi milostmi, torej na našo pripravljenost in odprtost našega srca. Drugo sporočilo svetega adventnega časa je, da prihodnost prinaša resnično in pravo veselje, če jo izročimo v Božje roke in se sami prizadevamo za to, da bi storili, kar lahko. Slišali smo, kako nas Jezus v evangeliju nagovarja, da se otresemo strahu in žalosti,
ki nas bega tukaj in sedaj, in da svoja srca potolažimo z upanjem in veseljem, kajti naše odrešenje se približuje. Približuje in ne odmika. Včasih se nam tudi v teh časih zdi, da se odrešenje izmika in odmika. Toda Božja bližina je vedno in Gospod nam zagotavlja, da postaje Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Tej se ne smemo lahko miselno izneveriti v našem življenju, češ bo že Bog deloval, jaz pa bom deloval po svoje. Če nas na kaj opozarja dogajanje v tem svetu, je to, da je bilo dovolj odmikanja od Boga, da je bilo dovolj odmikanja od njegove ljubezni in dovolj nevere in samopašnosti. Zato nas vsak advent vabi, da je še vedno čas, da se zares s preobrnenim srcem v svoji notranjosti vrnemo Gospodu in bomo deležni njegove tolažbe, predvsem pa njegovega veselja. In še današnje tretje sporočilo adventnega časa je, da bodimo pozorni tudi na Božje znamenje v našem življenju. Današnja Božja beseda nas zelo spodbuja pazljivosti v gledanju dogajanja v svetu. Prvo, kar je pomembno, kristjan nikoli ne sme ostati brezbrižen. Z besedami to se mene ne tiče, to mene ne ogroža, zato me to tudi ne zanima. Zlo v svetu je problem vseh nas, ker ga z vsakim najmanjšim osebnim grehom tudi sami množimo in soustvarjamo. Tudi vse tisto, kar se nam kaže vabljivo, je velikokrat lahko le zanka in prevara. Zato Jezus naroča čuječnost, ki v našem življenju ne sme nikoli ponikniti. Če se nam zdi, da je Božji glas utihnil, moramo vedeti, da Božji glas nikoli ne utihne, pač pa so le naša očesa včasih predaleč od njega, ali ne slišimo prav njegove besede, ker je ne želimo sprejeti. A znova današnji sveti čas vsakega kristjana vabi, da bi želel in hotel poslušati in predvsem slišati Gospodov glas. Danes pa je tudi nedelja Caritas. Ni slučajno, da na prvo adventno nedeljo na začetku novega bogoslužnega leta Cerkev prav z dobrodelnostjo, skrbjo za uboge kaže pot v prihodnost. Kaj je vzrok strahov, ki bremenijo našo notranjost in tudi naše človeško življenje? Predvsem to, da smo se oddaljili eden od drugega, ker smo se najprej oddaljili od svojega Boga. Tako smo se tudi oddaljili od prave ljubezni in strah nas je, da bomo v nesreči ostali sami ali celo sami kadarkoli. Težki negotovi časi so bili vedno, zato nam vedno Gospod daje priložnost, da sami storimo, da bi take čase po našem delovanju spreminjali v dobro. In prav dobrota in medsebojna bližina je edina moč, ki bo odprto srce držala pokonci in tudi to sedanjo spreminjala v blagoslovljeno prihodnost z Božjo navzočnostjo. To je prihodnost, v katero lahko stopamo samo z roko v roki. Zato kristjan potrebuje svojega bližnjega in tudi čisto človeškem življenju potrebujemo drug drugega. Odrešenik prihaja, ko ga pričakujemo, da se za nas učloveči, zato da bi ta dar človeštva blagoslovil, da bi tudi vse slabo v človeštvu z našo pomočjo in njegovo prisotnostjo spreminjal v dobro. Zato je prihajanje božičnega časa v nas kot sad dobre priprave naše vere, upanja in bratske ljubezni, to, kar so tudi naše glavne krščanske kreposti. Adventni čas nas torej vabi, da smo budni in pozorni predvsem naši zvestobi za vse lepo in dobro, da bomo pripravljeni in odprtih vrat svojega srca pričakovali Gospoda, ki prihaja. Njega, ki je luč od luči in Bog, njega, ki prihaja, zato da bi nas dvignil v sebi, da bi lahko nekoč tudi mi uživali Božje kraljestvo v nebeškem Jeruzalemu. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in
Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina